Drugače pa lejte, ne, to čudovito naravo, banane tle rastejo, palme, res noro. Evo, odhajam iz tega čudovitega kraja. Bilo je fino, bili smo kar dvakrat. Te lahko malo pobožam, Štefko. Ja, pridem, Štefko. Dobro jutro. Nov dan začenjamo z kopanjem v telih termah. Tle smo že bili, zdaj smo drugič, ampak je bilo tako dobro, da smo rekli, da gremo še enkrat. Prvič smo bili tukaj v soboto in je bilo ful naroda. Evo, zdaj, ki je pa med tednom, lejte, prazen bazenček, pa še 4 so, tam sem videl naprej, še enega praznega, v enemu je 1, v enemu so pa 3. No, tukaj drugače izvira ta termalna voda, tle je prepovedano karkoli je, no tako da zdajle komaj čakam, da grem lepo semle v tole toplo vodo. Od vseh bazenčkov tukaj je tale najboljši, kakor sem že rekel, 4 so, ta je pa najboljši, pa tudi mogoče največji, pa lejte, tistale zavesa tamle karatuje. Vam jo bom šel na bližji pokazati. Lejte, drugače pa tamle je ta prvi bazenček, tamle dol levo, desno sta še 2. No, jaz pa da vam tukaj pokažem, kako deluje ta zavesa. Voda pa fantastičnih 39. Lejte, tle je super, ki je tale zavesca. In greš le, lahko odzad, lejte. Si takole tle. Zadej. No, da je voda res 39 stopinj. Imate pa dokaz tukajle. Evo, 39 stopinj pa 90 centi je globoko. Drugače pa lejte, ne, to čudovito naravo, banane tle rastejo, palme, res noro. Tole je pa še en bazenček, najmanjši, najmanj globoka voda. Tukaj ima samo 60 centi in ob kraj je tako, da lahko sediš, se pravi, da ti telo ven gleda, rad imaš še zmeraj noter. Ostalo pa zunaj, ne. Ampak tudi fini, ne. Isto kot vsi drugi tik ob reki. No, razgled pa takle. Evo, odhajam iz tega čudovitega kraja. Bilo je fino, bili smo kar dvakrat. Tele Azori so fini že zaradi telih naravnih term. To, ljudje, to je super. In tudi fino je, če je dež, nimaš kaj drugega delati, greš pa tole, tako da nič. Zdaj pa naprej, kar je še ostalo, ni veliko, tako da se vidimo. Glejte naprej, ker bo še kaj zanimivega. Pa tisti, ki niste na moj YouTube kanal naročeni, se čim prej naročite, da ne zamudite kakšen tak zanimiv video. Evo nas na naslednji znamenitosti. Tole se imenuje Señora de Paz. To je pač gor neka cerkuca, kapelca. Bomo šli pogledati gor. Je pa tole zelo lepo na slikah, ker tele hortenzije na desni pa levi cvetijo. Ampak zdaj, kakor vidite, ne. Tako da, ampak vseeno lepo, pa gremo pogledati, kaj je gor. Ta je pa skoraj isti, kot na Štefko. Štefek, Štefko,
Kako si, Štefko? A, te lahko malo pobožam, Štefko? Ja. Pridem, Štefko. Ja. Evo, zdaj grem gor in na vsakem temu podestu, kako bi temu rekel, je ena slika, se pravi iz te krščanske religije. Jezus, ki ga neki tepejo. Tamle gor je Jezus, ki križ nosi. Pa tako naprej. No, zdaj nam bo pa tukaj Maja povedala, kaj tukaj piše. Evo, to je zate, ko imaš bolj slab v angliščini, očitno si na ušesah sedel. Ja, nisem mi dalo po pravici povedano. Evo, tlej legenda. Dej proti kameri gledaj, da se bo glas slišal. Okay. Legenda o tej kapelci, Ja. o 3 pastirčkom se je prikazala Marija v eni votlini in čez par dni spet v eni niši in oni so pač obvestili verjetno kakšnega duhovnika in so na drugem mestu začeli graditi kapelo posvečeno pač prikazu Marije in se je čudežno, so se temelji čez noč prestavili pred to votlino, kjer se je Marija prvič prikazala. Tle to piše. In zato so pol tle to postavili. Očitno, zdaj ne vem, ali je to gre za Fatimsko ali pa se je tle na Azorih tudi prikazala. To bomo pa pogooglali. No, se je tudi v Mežigorju. Ja, to pa ja. Sam jaz vem za Fatimo sigurno, za Azore pa razen če kjer od gledalcev ve. No, naj napiše v komentare. Neč, zdaj gremo pa še not pogledat. No, zdaj gremo pa še v Cerkovco. Ni nekaj velika. Je pa drugačna kot naša. Takole je to videti. Le sveče gorijo. Oltarček sicer bolj skromen, kar ni nič narobe. Zdaj smo pa prispeli v glavno mesto otoka in tudi celotnih Azorov. Ponta Delgada se imenuje. Imamo tukaj pred odhodom aviona, imamo časa urco pa pol, pa se bomo majčkeno sprehodili, spili kavico in lejte, kakšen lep sonček. Tole bi moglo včeraj biti, sicer veste, ta sonce je zelo varljivo. Tukaj je 10 km naprej ali pa še posebej gor proti hribih, ga pa že ni več. Čisto v strogem centru, ampak res v strogem centru smo dobili parking. Ura košta €1,20, tako da sem tamle naprej, je ta glavna Cerkovca, tamle marina, tako da odlično. Tole je cerkev v središču Ponte Delgade. Lepa, malo drugačna kot naše. Bomo šli mogoče še noter pogledati. Evo, odhajamo nazaj v Lizbono, tale nas bo odpeljal. Polet traje 2 ure pa 15 minut. Malo knjigcev v roke pa takoj tu mine. Evo, vkrcujemo se. Kot vedno ljudje tu čisto počasi. Jaz sem siguren najhitrejši na avionu, ki prtlago da gor pa se usede pa da prostor drugem. Napište v komentar, če ste tudi vi taki, ali lepo počasi pa vas boli, če drugi vzad čakajo.